Živijo vlagatelji, dobrodošli v Vlagateljskih 5. Jaz sem Blaž Abe, z mano je izkušeni kolega, finančni analitik Matjaž Lorenčič. Pozdravljen, Blaž, pozdravljeni vlagatelji. Živijo. Mogoče začneva kar z vprašanjem enega od poslušalcev iz prejšnjega tedna. Nekoga je zanimalo, kdaj vemo, da smo na dnu, kdaj vemo, da je trg na dnu. Ne vem, je bilo to mogoče malo ironično vprašanje. Dejstvo je, da noben ima kristalne krogle, ki nam bi zdaj povedala, kje smo. No je ponovadi takrat, ko je strah največji, novice so slabe, indeksi grejo navzdol. Težava je pa v tem, da kdaj je dno, dejansko vemo šele za nazaj. Ne? Ja, Blaž, res je, dejansko dno je dejansko kdaj je dno takrat, ko nas stiska v želodcu, takrat, ko se zjutraj sprašujemo, ali še sploh smiselno investirati v vrednostne papirje. Tako da takrat je najverjetneje dno. To je pomeni in res tisto neko pravilo, takrat, ko je kri na ulici, je mogoče takrat en boljših trenutkov za vstop. Tako. Ti imaš že nekaj izkušenj za sabo, te še kdaj stiska? Ja, me dejansko, seveda to, je pa to sestavni del te igre. Ne sme biti to preveč obremenjujoče, ker kakorkoli, če bom rekel tudi, ko sem imel opravka s strankami, če stranka ne mora prenesti tega pritiska, morda je bolj pametno najti neko drugi naložbeni razred, se odpovedati kakšnemu ekstra dobičku, pa bolj mirno spati, saj bom tako rekel, ja, se pogovarjamo, delnice, ampak delnice tudi niso vse v življenju. Tako. No, pa da ne bova samo filozofirala, sem pogledal številke. Ameriška banka JP Morgan je izračunala, vlagatelj, ki je bil v zadnjih 20 letih ves čas izpostavljen indeksu S&P 500, je dosegal 10,6% povprečni letni donos. Ta številka je, mislim, da iz marca 2025, torej lani. Če pa je zamudil samo 10 najboljših borznih dni, je donosnost padla na 6,37%. Če je zamudil 20 najboljših dni, je ta donosnost le še 3,6%. Če je pa zamudil 30 najboljših dni, torej en mesec v 20 letih, pa pade donosnost samo na 1,5%. In ob tem še da dodamo, da največji odboji pogosto pridajo ravno takrat, ko je najtežje ostati na trgu. Ja, saj ta statistika potrjuje, da dejansko panično zapuščanje delnic ni ena najboljših strategij. Bom rekel, moja osebno v bistvu izkušnja zadnjih, da bo že 6 let, tako bo malo bilo resno me zaskrbelo v času covida. Eno so zdaj vojne, drugo so neke geopolitična trenja, vendar, ko je bil covid, je pa dejansko ta lockdown pomeni, gospodarstvo se zaustavilo, enkrat se svet skoraj nehal vrteti, to pa je potem za mene bil takrat en takih močnejših signalov. Kakšna je bila takrat tvoja reakcija? Ja, nič kaj dosti, vseeno, bom tako rekel, valuacije podjetij so bile toliko dobre, tudi nekaj pretežno že tehnoloških delnic, ki so se kaj hitro izkazali, da so en safe haven, in je bil povod, da tukaj ni bilo nekih drastičnih rezov po portfelju in tako da, ja, se to kaj hitro popravilo in potem, kot vemo, tehnološki sektor je pospešil. Prišle so delnice Zoomov, Microsoftu, bom rekel, ja, smo vse te platforme, ki so bile, smo jih začeli uporabljati, čeprav so bile že na voljo, ampak na novo spoznavali software, ki je... In iz teh vrhov potem 2021 pademo v medvedji trg, 2022, ki se potem nekako konča proti koncu leta 2022, kar sovpada s predstavitvijo ChatGPT-ja novembra 2022. Nvidia nedavno poročala o četrtletnih rezultatih,
po 40 mesecih od uvedbe ChatGPT-ja še vedno 85% rast prihodkov, bruto marža na 75%. Mare številke še vedno. Ja, številke so brutalne. Bomo tako, če pa pogledamo reakcijo trga, pa vidimo, da je malenko zadržana. Seveda, delnica je v letošnjem letu v dolarjih naredila 20%. Na drugi strani pa lahko rečemo, da so vse te številke, ki so jih objavili, so že precej v ceni delnic. Ja, tako da. Presegli so napovedi, niso pa spet dosegli tistih najbolj optimističnih napovedi. V bistvu, jaz sem dobil občutek, kot da se nekako ponovila situacija iz preteklega četrtletja, ko je bilo podobno, so presegli, ne dosegli tistih najvišjih napovedi, prav tako pa potem tudi mal medel odziv analitikov oziroma vlagateljev. Delnica je šla včeraj najprej po trgovanju rahlo navzdol. Videli bomo, kako bo zdaj naprej. Mogoče mi je bil zanimiv še ta podatek. Za nami je na ameriškem trgu zelo močna sezona dobičkov, četrtletnih dobičkov. Zgodovinsko gledano, ta podatek z Bloomberga, so tako močno rastoči dobički vedno seboj potegnili tudi višje obrestne mere, kar bi bilo pa lahko kar strupeno za hyperscalere, za tehnološke delnice, za Nvidia in tako naprej. Ravno danes oziroma v teh dneh Fed tudi postavlja na prestol novega predsednika centralne banke, tako da zna biti kar zanimivo. Ja, tukaj moramo še dodati ta makroekonomski vidik, ne, kakorkoli trenutna situacija, cena nafte, rečemo kotacija VTI-ja nad $100, ne, pomeni v bistvu je tukaj inflacijski pritisk, ne glede na novega predsednika Feda, seveda, ki bi naj ustregel željo predsedniku Trumpu, ne, po nižjih obrestnih merah, vendar se tudi njemu tukaj tale manevrski prostor precej zožuje. Z vojno v Iranu je danes marsikaj drugače. Ne? Ja, če pogledamo, bom rekel, obvezniški trg, ne, obvezničari tukaj te zadeve morda absolutno bolj resno spremljajo. Vidimo, da se je zahtevan donos ameriške 10-letne obveznice pospel na 4,6, kar zaenkrat je kar znak, da kratkoročno nekega znižanja obrestnih mer ne bomo videli. Ne. Zdaj, za te velike tehnološke gigante, ne bom več rekel velikane, ampak so že kar giganti, morda toliko ni neposrednega vpliva, ne, bo pa se precej trpi pa ta, rečemo, small in srednje velika in manjša podjetja, ker je pa gotovo njihovo poslovanje precej na vzvodu in seveda tukaj obrestna mera igra. Tako. Se pozna na koncu pod črto, ko se potem sestavi bilanca, se vidi, da kar del stroška predstavljajo plačane obresti. Tako da, ja, ta del, ki ga trenutno malo zanemarjamo, malo tale makroekonomski vidik, ne, v bistvu ni najbolj rožnat, ne. Seveda, ves medijski fokus je usmerjen v tehnološke delnice. Ja, in bom rekel tako, vlagateljem vseeno priporočamo malo, da pogledajo tudi to okolje. Ne. Zagotovo. Prej si omenil, da je delnica Nvidia od začetka leta pridobila okoli 20%. Da, to približno. Kar je nad performansom indeksa SP500. Prekaša ga, mislim, da je nekih 12%. Ja, je. Mogoče še manj. Na drugi strani so tekmeci Nvidie, torej ostali proizvajalci čipov. Mislim, da indeks je pridobil več kot 60%. Da. Max si je pred dnevi pogledal delnico tekmeca Nvidie, Cerebras Systems, ne vem, če sem prav izgovoril, ticker je CBRS. Podjetje je šlo pred dnevi na borzo, povpraševanje je bilo noro, povpraševanje je preseglo ponudbo za 20-krat. Sem šel prav pogledat, potem me je zanimalo,
v nekem poprečnem IPO-ju v ZDA, koliko znaša mediana, in znaša 1,8 kratnik ponudbe. Ne? Torej, to povpraševanje je seveda napihnilo ceno na $380. Prej, ko sem gledal, je bila cena že 25% pod vrhom. Skratka, ogromna špekulacija, ampak verjamem, da so vlagatelji hitro trznili. Ne? Tudi jaz bi, če mi nekdo rekel, tekmec Nvidie, sploh pa v podatku, da ne bi bil njihov čip 15krat hitrejši od Nvidijinih, po drugi strani tudi 52krat večji. Prej so se že pogovarjali o tem, ne, si rekel, da si ga videl, zgleda kot ena taka ponev pravokotna iz silicija. Glavna razlika je pa v tem, da te njihovi čipi so v bistvu, te od Nvidie so v bistvu povezani med sabo, strežniki čipi, in se morajo podatki premikati iz enega čipa v drugega. Ne? In to seveda vzame nekaj časa. Pri Cerebrasu je pa to v bistvu en sistem in zaradi tega lahko deluje hitreje. Trenutno, ko pa vsi uporabljamo razne modele AI, že vemo, že iz klepetalnikov, greš v ChatGPT, kdaj dobiš odgovor v 5 sekundah, kdaj ti melje minuto, če kaj zahtevno si lahko na več 10 minutah. Ne? In na koncu se to lahko pozna in bi lahko bil neka konkurenčna prednost podjetij, ki bi uporabljali take čipe. Ne? Ja, to je gotovo imajo svoj samostojni pristop, kot si omenil, v bistvu je to en mega čip, velikosti krožnika ali ponve. Na drugi strani Nvidia dela pač tradicionalno, bom rekel, v narekovajih, tisoče malih čipov povezanih med sabo, kjer pač gotovo so neki bottlenecki se pojavljajo. Ne smemo pozabljati, pa v bistvu, kakorkoli podcenjevati, v bistvu Nvidia je šla za svojo platformo Blackwell. To je v bistvu dejansko prodajna, v bistvu njihov paradni konj postaja. To pomeni v bistvu platforma. Ne prodaja se več danes samo ena grafična kartica, ali pa ki se pač nekdo jih potem v neke klaster povezuje. Dejansko dobivaš v bistvu za predstavo v bistvu kot zaključena celota je to. Kar je tukaj imamo v bistvu pri vseh teh igralcih imamo v bistvu bitko dveh faktorjev. Prva je sama procesorska moč in pa v bistvu na drugi strani je pa energetska učinkovitost. Tako da zaenkrat bom rekel, ja, tudi ta Blackwellov platforma je pokazala precej dobre rezultate. Se pa vidi, da struktura kupcev, bom rekel, so seveda tradicionalno ostajajo zvesti Nvidii, vendar tudi Amazon in pa OpenAI je tudi podal naročila pri konkurentu. Se spreminja, se malo diversificira, ja. Zagotovo so nakazali tehnološki velikani, da si želijo tudi sami imeti del te pogače, sami so začeli razvijati opremo. Recimo pri tem čipu Cerebras je jasno, da se ga ne da povezati z Nvidijinimi čipi, tako da nekdo, ki se odloči za ta čip, mora v celoti vzeti njihovo tehnologijo, kar je neka ovira. Po drugi strani mogoče tudi težava za Nvidijo, ker jih ne more zdaj nekako pohopsati, vključiti v njihov sistem. In ta Cerebras, kljub temu, da Nvidia obvladuje trg, je že potrkal na vrata OpenAI-ja, nek dogovor imajo, neki se je govorili tudi o Amazonu. Ja, Amazonovi podatkovni centri so že tudi naročniki. Tako. So podpisali dolgoročno pogodbo. Premika se, nekaj se premika. Spomnim, ko je Max pred letom in pol prvič kupil delnico Nvidie, je izpostavil, trudno ima Nvidia popolnoma obvladuje trg, ampak po drugi strani se zaveda, da bo prišla konkurenca in da bi takrat mogoče lahko bilo nevarno. Zdaj smo seveda še, mislim, da zelo daleč od tega, ampak nekaj pa se dogaja tudi na tem področju. Ok, mogoče dost o Američanih, gremo na Slovenijo. Ja, super, ja, z veseljem. V polnem zagonu sezona objav četrtletnih rezultatov. V zadnjih dneh smo videli Cinkarno Celje in obe zavarovalnici, torej Savo Re, zavarovalnico
Triglav. Če gremo najprej k Cinkarni, prihodki so šli navzdol, dobiček je šel navzdol, delnica v primerjavi z ostalimi delnicami na Ljubljanski borzi mogoče malo zaostaja. Ja, Kako vidiš to situacijo? Prvo moramo malo pogledati, mislim, kot Cinkarna Celje, kemična industrija, v bistvu predelovalna industrija. Ja, ni najbolj seksi zadeva na tem bistvu meniju delnic, kakorkoli, in moramo pa reči, da to je ena izmed redkih slovenskih cikličnih delnic. Ta cikličnost je njen plus, pa tudi njeno breme, ne, seveda zdaj se podjetje nahaja v enem, bomo rekel, ali smo, ali pa tukaj približuje se nekemu cikličnemu dnu. Podjetje, seveda, kot si omenil, podatki, ko pogledamo bilanč, te v bistvu pod črto, ravno, seveda so pol nižji, kot so bili, vendar razlogi so predvsem v tem, da se je pozna tale kakršen pritisk dampiških cen kitajskega pigmenta na evropskem trgu. Seveda za Iran, za krizo v Perzijskem zalivu pa so še šli energenti gor. Ne zdaj samo govorimo o teh energentov oziroma surovin in energentov moramo poudariti. Ne, zdaj tukaj ni samo ključna vloga v stroškovniku cena nafte, plina. Ne, moramo tukaj, Cinkarna se sooča v bistvu z resnimi izzivom dvige tele žveplene kisline, ki je njena osnova za pridobivanje pigmenta. Se bom potem mogoče v nadaljevanju malo razložil. In tukaj vidimo protekcionistično držo določenih držav. Kitajska je prepovedala izvoz žveplene kisline, Turčija je prepovedala. Žveplena kislina je pač reagent, ki se uporablja tudi v marsikaterem kemičnem procesu, tudi v primeru litija, ki je pač iskana zadeva za potrebe baterij. Tako da je ta zadeva, bom rekel, so zdaj v eni škarjah. Na eni strani imamo v Evropi malo precej nizko nepremičninsko aktivnost, pigmenta se malo manj porabi, seveda ta titanov dioksid je pač skoraj več kot 80% vseh prihodkov predstavlja, tako da je ključen in tukaj vidimo pritisk na manjšem povpraševanju, na drugi strani pa pritisk konkurence, bomo lahko rečem, kar po dampiških cenah Kitajske. V Evropi so se v lanskem letu 4 tovarne zaprle, 2 se bojo najverjetneje odprle. To se je zaradi pritiskov z trga, tako da tukaj je pa moramo vedeti, da pa tukaj v tem titanovem dioksidu sta pač 2 procesa kemična. En temelji na žvepleni kislini, en pa na kloru. Klor je, bom rekel, po tehnološko zahtevnejši, ima tudi više pragove in je pa seveda ima mogoče malo manjše okoljske vplive. Cinkarna je pač predstavnik žveplene kisline in tako da tu bo kakorkoli, če pa vseeno pogledamo malo bilanco, vseeno je pa neke resne nevarnosti ne vidim. Ima v bistvu podjetje nezadolženo, ima okoli 58 milijonov denarja in pa njegovih ekvivalentov, mislim, da so glavnina predstavljajo zakladne menice Republike Slovenije, tako da kar tudi takšna struktura daje veliko verjetnost preživetja tudi malo v slabših časih. Mogoče se vojna v Ukrajini konča, pride do obnove, povpraševanje bo takrat zraslo, da izpostavimo eno pozitivno točko. Ja, seveda, tako bom rekel, tukaj je ciklika. Je pa res, da se to dno tega cikla se je zdaj z malenkost raztegnilo in pa se še dodal stroškovni pritisk.
Greva še na zavarovalnice. Sava je ohranila dobiček, Triglav z rahlim upadom. Bom tako rekel, ta dobiček moramo pogledati tudi v strukturo, kako je nastal, pa če se prvo dotaknem s prihodkov, v bistvu jaz vedno prvo prihodke pogledam. Oziroma obseg poslovanja, tako kot rečejo v zavarovalniškem svetu. Ja, to je to, ne, to bom rekel, če to gre v pravo smer, bom tem rekel, stroške znamo delati. Ne, tako da, imamo v bistvu mislim, da je pri pozornici Sava nekje 14% rast, primerljivi kvartal na lanski kvartal, pri zavarovalnici Triglav je nekoliko manj, ampak vseeno je blizu 10%. Dobiček je pa posledica, to, kar se je dogajalo v prvem kvartalu, je gotovo pritisk bil na njihov portfelj, ki zdaj seveda kakšne metode vrednotenja uporabljajo, kako tega detaljno ne poznam, ampak bom rekel, ja, gotovo je tukaj bil pritisk. Pa v vseh teh dokumentih, ki so jih objavili, je bilo za razbrati, da so se škode, obseg škod se je povečal. Če pa pogledamo škodni količnik, nič alarmantnega, pri pozavarovalnici Sava je ostal globoko pod 90, pri zavarovalnici Triglav pa je šel na 92-93, dobro, še vedno smo, bom rekel, varno stran od 100, ne, ampak neki premik je pa bil zaznat. Za nekaj odstotnih točk se je zadeva poslabšala. Zavarovalnice, seveda, bom rekel, na našem okolju se zdaj prihajamo počasi v obdobje malo bolj tveganega obdobja, to pomeni, ta drugi kvartal nevihte toče. Sploh v zavarovalnici, ki so precej izpostavljene avtomobilskemu tveganju, tukaj, zdaj, če bo dosti toče, se bo poznalo, če ne bo toliko boljše. Lansko leto je bilo skoraj fenomenalno, iz tega vidika. Seveda, vse doben si ne želi, ne. Ampak ne zavarovanec, ne zavarovalnica. Je pa res, da malo to pa tam pa mora priti kakšna toča, ne, ker potem ljudje več, potem pa nehajo zavarovati. Ne, da se nekaj dogaja. Tako da bom rekel. Ja, zavarovalnice, mislim, da so vedno tak trn v peti za analizo. Hvala za tvoj pogled, Matjaž. Še kaj, kar bi dodal glede aktualnega dogajanja? Ja, noč, pa dejansko trg se segreva okoli SpaceX-a. Seveda, danes v bistvu SpaceX zasenčil in vidijo rezultate. To bo gotovo nekako je že nastavljen roadshow, tako da najverjetneje, ne me držati za besedo, ampak nekje 12.6. bi bil prvi borzni dan trgovanja. Prvi prospekt se bo najverjetneje jutri, to pomeni v petek, 22. bo institucionalnim investitorjem in pa v splošni javnosti predstavljen. Vidi se pa, da že danes so prvi podatki prikapljali, podjetje vseeno dela izgubo, bom rekel. Ogromno, bo potrebno malo kos papirja vzeti in pa videti. Mislim, da na 12 milijard prihodkov, mislim, nekih 4-5 milijard izgube. Da morda mogoče prvi dan ni najboljše, da se zaženeš. Ampak definitivno bo pa medijsko zasenčo. Drugo pa je, če bo ta IPO šel skozi, vemo, da bo tudi posrkal nekaj kisika na kapitalskem trgu in da bodo morali potem prihajajoči, torej OpenAI in Anthropic, ki so nam povedali, malo počakati na jesen. Na jesen, da se spet trg zadiha, da se malo denar pobere nazaj. Tako, ja. In to takrat bova kaj rekla o tem. Prav, Blaž. Hvala za danes, se vidimo naslednjič. Če imate vprašanje, lahko zapišete spodaj v komentar. Vabljeni tudi, da se naročite na e-novičnik vlagatelja Maxa. Živjo. Čau.